Bolečine v križu so ena najpogostejših težav sodobnega časa. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije jih vsaj enkrat v življenju občuti kar 80% ljudi. Približno petina odraslih se z njimi spopada kronično, dlje kot 3 mesece. Bolečine v križu pa so tudi najpogostejši vzrok bolniške odsotnosti in invalidnosti med delovno aktivnimi. Zakaj pride do bolečin v križu, kaj pomeni išias in kako si lahko pomagamo sami? O tem danes z menoj ortoped Jure Leban iz Ortopedske klinike v Ljubljani. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Zakaj nas ljudi tako boli križ? Iz večjih različnih vzrokov. Zdaj statistika govori v smer, da 80 do 90% populacije, če gledamo generalno, enkrat v življenju ima bolečino v križu. Zdaj, kaj ta bolečina pa je pa na nas oziroma na zdravnikih, da pač ugotovimo. Ne? Nastane lahko iz raznolikih razlogov, rečemo temu tako, da ne govorim od tumorja, vnetja in tako naprej, to bomo pustili, ker je zelo specifična tema, ampak najpogosteje pa izvira ali iz meduretenčnih ploščic oziroma teh fasetnih sklepov, to so taki majhni sklepi ob hrbtenici, s katerimi vretenca med sabo, ko bi rekel, komunicirajo. To je ta mehanska bolečina, vezana na neke aktivnosti, gibe, premikanje. Pol ta druga vrsta bolečine, zelo pogosta v križu, je pa ta mišična oziroma ta miofascialna, mi rečemo. Izhaja pa iz nekih zakrčenih mišic ob hrbtenic, mišičnih vozličev, to so tako imenovani ti trigger pointi. Pol, če so mišice zakrčene, lahko bolijo tudi njihova narastišča na kost, ne. Potem pa je tukaj še živčna bolečina, ne? Ampak za to bolečino je pa značilno, da niti ne boli toliko v križu, ampak da seva iz križa nekam drugam, ne? Ali so to noge ali pa roke. Tako da to so take najbolj pogosti sprožilci bolečine. Je pa bolečina v križu hkrati tudi zelo, zelo širok pojem, ne. Mi imamo velikokrat v ambulantah paciente, ki pridejo z napotnico, z napotno diagnozo bolečina v križu, pa ugotovimo, da kolki bolijo, da prsen koš bolijo oziroma rebra bolijo, trtica, na primer, je taka pogosta stvar. V glavnem, en kup stvari se smatra kot bolečina v križu, pa v bistvu to sploh ni. Kako si lahko na začetku bolečin, ki se pojavijo doma, pomagamo sami? Kdaj je po vaše čas, da gremo k osebnemu zdravniku, rečemo, tole pa res zdaj predolgo traja ali pa me prehudo boli? Zdaj, jaz bi rad poudaril, da se veliko lahko doma narediš z neko zdravo kmečko logiko, ne. Če nekaj boli, najprej damo malo mir, se pravi počitek, mirovanje, ampak ne samo sedeti, ležati, lahko se tudi hodi, ampak nekje do meje bolečine. To je taka neka glavna usmeritev pri pacientih. In velika večina bolečin mine v roku nekaj dni ali pa tudi nekaj tednov, rečemo temu tako. Važno je samo, da je, kako bi rekel, prognoza dobra, v smislu, da se stvar izboljšuje, ne. Ker če se pa neka stvar ne izboljšuje, dosežemo nek plato, je bolečina stalno enaka ali pa bog ne daj, da se še slabša, je pa to druga zgodba, ne. In če se to zgodi, pa da niti počitek, niti mirovanje nič ne pomaga, pol bi bilo mogoče pametno iti pokazati zdravniku, da še on to profesionalno pogleda, ugotovi, kakšen tip bolečine je, pa se pol od tam naprej odloča, je to zdaj nekaj, ali to za ortopeda, kar bi bilo potencialno za operacijo, na primer, ali pa je to nekaj, pri čemer moramo začeti z dodatnim konzervativnim zdravljenjem, kar pomeni, da poleg počitka, mirovanja pa nekih prilagojenih aktivnosti gremo še na neke masaže, vaje in druge ukrepe, ki jih pa pol izvajajo fizioterapevti ali pa preko fiziatra. Pa analgetiki verjetno, ne? Pa analgetiki, seveda analgetiki, protibolečinske tablete so narejene zato, da se jih jemlje. Mi to radi rečemo, zakaj bi ljudje doma trpeli, če ni treba. Ni pa prav, da jih jemljejo in jim nič ne pomagajo, ne. Ja. To pa pomeni, da se spodaj skriva nek vzrok, ki bi ga bilo mogoče dobro odkriti in naprej diagnosticirati. Ja, bolečina je nekaj, kar nas hitro skrbi, ne. Če se nekaj dni
ne, prej ste rekli, tudi nekaj tednov ne izboljša, je to nekaj, kar potem človeku začne vse možne grozne diagnoze iti po glavi. Ne? Ampak bolečina v križu, na primer, je lahko tudi posledica diskus hernije, ki je tudi zelo pogosta. In, na primer, vi pacienta, ko ga prvič vidite, ne veste, ali ima hernijo ali nima. Kdaj se torej vi odločite, da pacienta pošljete na dodatno diagnostiko, na magnet, na primer, ki potem bolj natančno pokaže, zakaj gre? Okay. Zdaj, mi, ko pride pacient do nas, ga moramo seveda tudi pogledati. Ne? Anamneza, torej pacientova zgodba nikoli ni dost. Treba je narediti tudi klinični pregled, da vidimo, kaj se dogaja in da se ustvarimo neko svoje mnenje. Ne? In pri pregledu pacienta zmeri pregledamo samo hrbtenico s pritiskom na vretenca, potem pogledamo ta obhrbtenična mehka tkiva s pritiskom na mišice, preverimo njihova narastišča na lopaticah, tle gor na vratu ali pa dol na medenic. Hkrati pa pogledamo tudi, če imajo pacienti znake draženja živcev. Ne? In te znaki draženja živcev se pa pojavijo pri tistih, ki imajo hernije. Hernija je po domač povedan zdrs medovretenčne ploščice in če se to zgodi v smeri proti živcu, ga lahko seveda stisne, nadraži in preko tega draženja pride do vnetje živca in posledično bolečine, za katero je pa značilno, da potem nekam seka. Ne? Ali je to v ritenco, ali naprej dol po nogi, če je bolj zadnji, je to išias, če je spredi v stegnu, se temu reče femoralgija. Lahko pa se seveda to zgodi tudi na vratni hrbtenici. Po istem principu, samo ne gre bolečina pač v roke, ne? Oziroma v ramo. V tem primeru potem ljudje navajajo tudi, naprimer, da moč ni na primer dobra, tako v rokah kot v nogah, da jim stvari padajo z rok in tako dalje. Ne? In če najdemo te znake draženja živcev, potem se ponovadi odločimo za nadaljnjo diagnostiko. Ne? Golden standard, se pravi zlata, ko bi rekel, opcija, je magnetna resonanca. Če ljudje tega ne morejo, se potem vsaj za nek CT probamo dogovoriti. Ne? Se pa s CT-jem vidi veliko manj kot z magnetno resonanco. Ne? Menite, da mislite na tiste ljudi, ki težko prenesajo preiskavo v magnetu? Ali, ja, zdaj na eni strani je klaustrofobija. Se pravi, CT je veliko hitrejša preiskava kot magnetna resonanca, traja par minut, not pa ven, je to. Potem so tisti, na primer, zelo boleči pacienti, ki jih tako ne morejo zdržati teh 3/4 ure v magnetni resonanci, ampak to so ponovadi neke urgence. Ne? Potem so ljudje, ki imajo nek tujek v telesu, pa ne morejo zaradi tega magnetne resonance napraviti, ali pa tudi naprimer po operacijah pred letom, ne vem, 2000. Takrat so bile še kovine take, da pač nimajo certifikata za magnetne resonance. Kdaj še to delamo? To bi bilo približno to. Ja. Jaz pred moram na magnet, moram meditirati, zelo težko, namreč prenašam zaprt prostor, ni prijetno, ampak na srečo mine, hvala Bogu, pa tako ropotako, da si na gradbišču, tako da se pa malo s temi muzikaličnimi zvoki ukvarjam. Kaj potem naredite s pacienti, pri katerih se izkaže, da je hernija? Ne greste takoj v operacijo. Operacija je zadnja, a ne? Ja. Tukaj je odvisno tudi od šole, v kateri pač si kot nek spinalni kirurg bil. Obstajajo pač eni kirurgi, ki malo hitrejše operirajo stvari in drugi kirurgi, ki malo kasneje operirajo stvari. In pri nas na ortopedski kliniki, na oddelku za kirurgijo hrbtenic smo bolj kot ne taki, ki naredimo najprej vse, da se probamo s tem izogniti operaciji. Ne? Ste mi že všeč, ja. To mi je v redu. Ja. Ponovadi začnemo z seveda analgetiki. Ljudi je treba protibolečinsko pokriti, da preidejo to fazo res hude bolečine. Ponovadi ta faza res hude bolečine ne traja toliko zelo dolgo. Ali so to dnevi ali pa tedni, mislim, sliši se dolgo, ampak razumem, ne, ni pa to objektivno gledano toliko veliko obdobje. Ob temu se lahko dela tudi že fizioterapija, seveda zelo pač prilagojena, najprej bolj protibolečinska za mišične težave, mišično sproščanje, toploto. Ljudje imajo radi, eni sicer tudi hlajenje, ampak redkeje, tisto uporabljamo za druge stvari. Potem pa si jih naročimo na kontrolo, ne? Se pravi, pošljemo jih na neke konzervativne ukrepe zdravljenja,
pa rečemo, ok, če stvar ne bo izvenela v roku 5 do 6 mesecev, pridite nazaj, pa se bomo še enkrat pogovorili. Ne? Seveda moramo ob temu pripomniti, da moramo spet pacienta pogledati in če najdemo znake, kako bi rekel, da poleg bolečine pridružena še slabša mišična moč, ali pa huda bolečina, ne, to je tudi zgodba zase, pri teh se pol odločamo za malo hitrejšo kirurško opcijo. Seveda, da ga odrešite muk. Tako. Pol na drugi strani spektra so pa seveda urgentni pacienti, ki pa pridejo pa rečejo, ok, noga mi ne funkcionira več, to se je zgodilo včeraj, predvčerajšnjem, ali pa ne vem, dan zjutraj sem kihnil, dvignil omaro. Če imajo ob tem pa še sfinkterske motnje, kar pomeni, da nimajo več občutka nad vodo, blatom, je pa to stvar, ki načeloma gre direkt na magnetno resonanco ali pa CT in potem v roku 24 ur ali pa še prej, če je izvedljivo v operacijsko dvorano, če najdemo neko res utesnitev. Ne. Ali se hernije po operaciji lahko ponovijo? Ja, statistično gledano, zdaj odvisno, kaj bereš, je tam nekje 7-8%, tako da rečemo, da je vsak 20 pacient. Je to seveda pogojeno z enimi specifikami, ki mi mogoče jih ne bi zdaj razlagal, ker niso lih za laično populacijo. Hernija kot sama se najpogosteje pojavi med 30 in pa 50 letom. Pred 30 letom so medretenčne ploščice lepo formirane, lepo se gibljajo še. Žmohtne, mogoče lahko temu rečemo. Med 30 in pa 50, no in ker so žmohtne, imajo veliko vode v sebi, velik volumen imajo in če se kaj premakne, lahko se spahnejo. Med 30 in pa 50 letom potem pride, kako bi rekel, do tega sweet spota za hernije, ki so že pridružene tudi neke degenerativne spremembe in velika večina hernije v tem obdobju. Po 50 letu so pa hernije spet redkejše zaradi same degeneracije diskov, izgubljajo to vodo, izgubljajo svojo hidracijo, volumen se jim manjša, tako da tudi če se kaj manjšega zgodi, načeloma nima to velikega vpliva na... Ne pritiska na okoliško nima vpliva na pacienta in je to. Seveda ne govorim, da zdaj ni herni pred 30 pa po 50 letom, seveda so, ampak statistično gledano med 30 in 50 so najbolj pogostejše. Prej ste že omenili išias, gre za izrazito zoprno reč, ki se pojavi tako od zadnjice dol, ti seva po nogi, boli ko hudir. Kaj lahko naredimo sami, kdaj gremo zdravniku? Zdaj, zdravniku se gre takrat, če stvar ne mine, pa da ima pomemben vpliv na samo kvaliteto življenja. Mi tudi ta termin velikrat uporabljamo v ambulanti, ne? Se pravi, kvaliteta življenja je za nas zelo pomembna. Če ljudje z neko vrsto bolečine lahko živijo normalno, to ni zadosten razlog za operacijo. Ne? Seveda se tukaj začne vse spet zdravo kmečko logiko. Počitek, mirovanje. Če se stvar ne izboljšuje oziroma da je kvaliteta življenja izrazito znižana, potem seveda priporočljiv obisk pri osebnem zdravniku in potem po njegovi presoji pri ustreznem specialistu. Obstajajo tudi fizioterapije, od distrakcijske, to pomeni, da vas v bistvu obesijo nekam, ne, pa da se hrbtenica raztegne. Ampak je to zelo individualno. Ne. Enim paše, drugim ne ustreza in to je treba s pacientom prediskutirati, vzpostaviti neka realna pričakovanja, ampak pod črto potegnjeno, če se stvar ne izboljšuje, če kvaliteta življenja ni dobra, obisk, magnetna resonanca, pa se bomo pol naprej menili. Ne. Če na primer v tej akutni fazi bolečin pri išiasu verjetno ne dobimo še delovnega naloga za fizioterapijo, ker zelo dolgo traja, da prideš na vrsto, ali je potem pametno vložiti nekaj denarja v to, da greš samoplačniško na nekaj terapij, mogoče ti pa vendarle odreši hudih bolečin? Ja, jaz sem takega mnenja, da kratek odgovor moj je ja.
zato ker lahko z relativno majhnim finančnim vložkom zelo veliko naredimo. Seveda se pa zavedam, da pač niso vsi pacienti pač v taki poziciji, ne. Ja. In zdaj se na žalost v Sloveniji dogaja to, da izdamo delovni nalog za fizioterapijo, pa ljudje dobijo datum, ne vem, 2026, tudi 2027 nekje. Ja, se zato sem pa to vprašala. Dejstvo ja. je, da imamo dolgo čakalne dobe, se to ni zdaj, ne. Mogoče tukaj bi pripomnil samo še to, da veliko fizioterapevtov ne naredi nič, preden ljudje ne grejo k ortopedu oziroma ker k nekomu. ne vejo, kako bo. In se jim mora črno na belem zapisati, kaj lahko in kaj ne. Zdaj, če ima nekdo nestabilno hrbtenico, kar je spet zgodba zase, so lahko, ko bi rekel, ene vrste fizioterapij mogoče celo nevarne, ne? Oziroma ni priporočljivo, da se jih izvaja. Tako da tukaj nismo našli še neke dobre klinične poti, kaj prej pa kaj kasneje. Zato, ker eni si zaslužijo najprej fizioterapijo, pa konzervativne preglede, pa potem pregled pri nas. Eni pa dejansko rabijo naš pregled, da mi rečemo, ok, to pa to lahko, tega pa tega ne smete, pa pol gredo naprej, ne. Razumem. Torej, nek izkušen fizioterapevt, ki ima veliko prakse, bi moral biti tisti, ki reče, oprostite, dokler nimate vsega, si raj ne bova nič počela in obratno, ne. Bolečin v križu je zelo veliko tudi zaradi načina življenja, kot ga živimo. Tudi mladostniki so žrtve tega. Ali obstaja kakšen nasvet, kakšno pomembno dejstvo, kako je treba ravnati, kako živeti, da čim dlje ohranimo gibljivo, zdravost hrbtenice? Ja, v modernem svetu smo na žalost soočeni v veliki večini poklicev z sedečim delom, ne. To ima veliko vpliv na pojavnost bolečine v križu. Seveda so tukaj tudi neki psihosocialni stresi, slabši ekonomski položaj, tudi psihološko stanje pacienta, ne. Vse to pol prisostvuje k večji pojavnosti pač lumbalgije, ne, oziroma bolečine v križu. Nasveti so pa zelo raznoliki, ne. Ponavadi tukaj ni nekih črno-belih stvari, treba je spet veliko neke kmečke logike imeti. Gibati se, delati na sebi, delati vaje za stabilizacijo hrbtenice, če govorimo dotično od same lumbalgije. Da se pa marsikaj tudi na delovnem mestu narediti, ne, ob tem, da delamo že vse drugo potrebno doma. Obstajajo posebni stoli. Važen je sicer v mojih očeh samo to, da ljudje pravilno sedijo oziroma da sedijo komot, ne, da se pri tem ne naprezajo po nepotrebnem. Isto velja tudi za sedenje v avtu in tako naprej. Zelo dobre so tudi dvižne mize, ki so se pojavile zdaj v zadnjih 10 letih, rečemo temu tako. Začeli so zdaj delati tudi nastavke za na samo mizo, če ne moreš mize menjati. In potem to izgleda tako, da se da gor računalnik, tipkovnico in se potem to tekom dne lahko viša, niža in ljudje lahko sedijo, pa pol malo stojijo in obratno. In to tudi veliki večini pacientov ustreza in to tudi svetujemo pač mi v naših ambulantah, če vidimo, da ni nič kirurškega, ampak da najverjetneje ima neko povezavo s sedečim delom, ne. Pa telesna teža, mogoče to je tudi še ena taka velika stvar, velik dejavnik pri lumbalgiji, ampak to se itak povezuje z samimi vajami in samim zdravim načinom življenja, ne. Pod črto bi jaz rekel, da je treba skrbeti samega zase, delati vaje, hoditi naokoli, biti aktiven, pa če to ni dovolj, ne, pa veste, kje nas najdete, nekako tako, no. Ja, absolutno. Kako uspešni ste pri operacijah, naprimer rečeva operacijah hernije? No, prej so rekli, da recidivajo cirka tam 7-8%. Drugače je to operacija, s katero so načeloma pacienti zelo zadovoljni, zelo hitro, že isti dan navajajo, sploh te zelo boleči pacienti, izboljšanje stanja. Ampak seveda mora biti tudi indikacija, se pravi potreba po sami operaciji ta prava, ne. Če mi operiramo nekoga, ki ima že 10 let bolečine po nogah, pa je že prisotna neka nevropatska bolečina, to čisto po kmečko pomeni, da živec
sproži bolečinske dražljaje, če tudi ni več utesnjen. Ne? V glavnem, če tega pride, rezultat operacije ne bo dober. Ne? Tukaj je potem potrebna druge vrste terapija, pregledi pri nevrologih, medikamentozna terapija in tako naprej, fizioterapija, tudi v Soči se s tem ukvarjajo. Ampak za neke simple hernije so pa izvidi oziroma izhodi operacije pač dobri. Izjemno so seveda recidivi, pa drugi najpogostejši zaplet, mogoče prvi, rečemo temu tako, so pa infekti rane. To pomeni, da pride bakterija v samo rano, temu se ne moramo v celoti izogniti, naredimo vse, da pač to seveda sterilno naredimo, ampak ne gre vedno čisto po naših planih. Ampak tega je tudi, mislim, da manj kot 5%. No. In spet, veliko večje tveganje je pri debelejših pacientih, pri pacientih, ki jih je treba bolj na široko odpirati. Tako da vse to se povezuje s tistim predhodnim pač vprašanjem. Ne. Pa seveda, ne, med operacijo lahko gre tudi kaj narobe. To je treba pacientu povedati, že preden se ga da v čakalno listo. Ne. Zmeraj se med operacijo lahko zgodi nekaj, kar pač nočemo. To so ponovadi čist neki prehodni zapleti, manjša poškodba živca oziroma te vrečke, v kateri se živci nahajajo. Ja. To vrečko se potem zašije in v veliki večini primerov ni potem težav. Ne? So pa seveda tudi pacienti, ki imajo pač kronične težave potem zaradi tega. Ne? In to so pač pa tisti, ki jih imamo zmeraj nekje zadaj, vemo točno, kako ime, kako se pišejo in teh se bojimo. Ne? Ampak seveda. temu se pač, če delaš, ne moreš izogniti. Ne? To velja za čisto vsa dela, ki jih opravljamo, samo vaše je res še bolj vpliva na življenje. Kakšen pa je trend operacij na hrbtenici v tujini? Po katerih, na primer, državah se vi radi zgledujete, ali ste s svojo operativnimi tehnikami tudi vi čisto obok drugim vrhunskim centrom? Spet na kratko mislim, da ja. Moramo se zavedati, da je Slovenija relativno majhen trg, samo 2 milijona nas je. Tako da tudi te mase pacientov, da bi si lahko privoščili, da pa delamo zdaj, ne vem, samo deformacije ali pa samo minimalno invazivo ali pa samo, ne vem, endoskopsko, kar je bilo v trendu zdaj v zadnjih letih. Tega pač se ne moramo iti. Ampak vseeno mislim, da pa vsaj glede na tehnike, na uporabljene inštrumente, ne, se počasi postavljamo pač ob bok tem večjim državam. Seveda je pa infrastruktura pač glavni problem. Ne? Od operacijskih do opreme, do financiranja, organizacije in vseh drugih stvari. Ampak se pač trudimo. Ne? Trudimo se po najboljših močeh, vedno bolj plavamo v te minimalno invazivne vode, če se le lahko to zgodi, se pravi neki alternativni pristopi strani od spredi, preko manjših pristopov. Ne? Tako da ja, mislim, da ni za veliko večino primerov ni nobene potrebe po nekom zdravljenju v tujini, rečemo temu tako. Seveda pa obstajajo pač tudi patologije, ki jih pač mi nismo vešči, in jih v tujini delajo ne dan na dan. Ampak tukaj govorijo pač o res velikih centrih iz držav z večjimi 10 milijoni prebivalstva, ki si to lahko privoščijo. In v teh primerih potem pač se da seveda predlog na ZZS, in se pač pacienta pošlje na zdravljenje v tujini, če je to potrebno. Ali imate med svojimi pacienti ali pa koliko imate tistih, ki jim bolečin ne morete odvzeti? Se pravi, da naredite vse, kar je v vaši moči, vse, kar znate, bolnik pa ima še kar bolečine. Zdaj govorijo o operiranih pacientih ali od tistih, ki pridejo v ambulanto? Od tistih, ki pridejo v ambulanto, ne moramo nič narediti za vas. Okay. Ja, kot sem že enkrat prej rekel, indikacija za operacijo mora biti ta prava. Ne? Če indikacije za operacijo ta prave ni, oziroma če smo mi mnenja, da z operacijo pacientu ne moramo pomagati, potem se to ne bo zgodilo. Ne? Ker najslabše v kirurgiji je to, da se odločimo nekaj čez prst.
v smislu, ok, vas bomo operirali, videli bomo, če bo boljš. Ja. Tako se ne dela, tako se ne sme delati, in produkt tega so tudi tako bi rekel, nezadovoljni pacienti. Ne? Problem, da se vrnem nazaj na vprašanje, so pacienti s kroničnimi bolečinami, kjer vidimo neke hude deformacije, naprimer hrbtenice, brez nekih točkovnih bolečin. Ne? Pri teh se pol moramo zelo, zelo zmeniti, kakšen poseg, če sploh pride v poštev. Zato, ker pač večje, ko so deformacije hrbtenice, večji so potencialni zapleti, daljša je rehabilitacija in tudi težje je napovedati sam izhod operacije. Ne? Ampak če mi tukaj presodimo, da pač ima to, kar mi vidimo na hrbtenic, pomemben vpliv na kvaliteto življenja, potem vidimo, kaj se da narediti. Ne? Problem je starajoča populacija. Vedno več je starejših, ki si želijo bolj aktivnega življenja. Ne? Ampak obstajajo lestvice fragilnosti, ne? Rečemo temu tako, preko katerih pol pač presojamo, če so pacienti sploh sposobni za neko operacijo ali niso sposobni za operacijo. In velikokrat se da tudi brez operacije za njih veliko narediti v smislu kvalitete življenja. Ne? Ali so tukaj različni mobilnostni pripomočki, protibolečinske ambulante, fizioterapije in tako naprej. Tako da te starajoči so problem, ampak zlato pravilo je pa to, da moramo mi kot kirurgi preceniti, če lahko mi nekomu s tem pomagamo ali ne. To pomeni, da mora biti tudi dobra povezava med tem, kar mi vidimo na rentgenih, na magnetnih resonancih, s tem, kar se pacientu dogaja. Ne? Če nekoga boli noga, pa da na magnetni resonanci ni nobene utesnitve živca, pol pač ne bomo operirali. Ali pa če nekoga zelo boli križ, pa tako na magnetu ni nič kaj posebenega, pa najdemo neke, naprimer, mišične težave bolj, kot so že prej rekla, pol to ni za kirurgijo. Ne? Je to potem za vaje, za fiziatra, za fizioterapeuta in tako naprej. Ne? Ali pa damo kakšno diagnostično blokado, na vse zadnje tudi lahko. Ne? Zakaj se tako rado ponavlja bolečine v križu ali pa ischias? Zakaj, če enkrat imaš ischias, potem, ne vem, čez nekaj časa, po nekem obdobju ga imaš znova? Seveda lahko so neki triggeri, narodno stopiš, se nekaj skloniš, prej ste rekli, nekaj dvigneš, karkoli. Ampak a so eni ljudje bolj nagnjeni k temu, da se jim to sploh zgodi, ker eni pa grejo skozi življenje, brez da bi kadarkoli jih bolel križ ali pa imeli ischias? Ja, zdaj gen za slab križ ni bil še najden. Ne? Vemo, naprimer, da tukaj omenim še skolioze. Skolioze imajo neko družinsko predispozicijo, ampak tako neke genetske komponente jasne niso še našli. Mislim, da so bolečine v križu, ischias in tako naprej bolj povezani z našim načinom življenja. Ne? In tudi poklici, ki so bolj nagnjeni k nekim statičnim obremenitvam ali pa ponavljajočim, težkim fizičnim pač delom, imajo veliko večjo tendenco k temu, da jih pač križ boli, pa da pride do ischiasov. Seveda se moramo zavedati tudi, da niso vsi ischiasi iz hrbtenice. Ne? Lahko je pač živc tudi samo vnet, pa pač nas noga boli, medtem ko na hrbtenic ni nič narobe. Ne? Tudi tega se je treba zavedati. Ampak da bi zdaj govorila od neke genetske predispozicije, po eni strani vam ne znam povedati, ne? Ampak gen ni še bil najden za to. Ne? Tako kot sem rekel, delo. Pridelamo si torej bolečine v križu in... Pa veliko je tudi psihosocialne komponente. Ne? Eni imajo pač pogostejše težave kot drugi. Ne? Da ne bom nadaljeval. Ja. Potem je to res, ko rečejo, si čustveno zelo napet, greš čez hud stres, se nekaj traumatičnega zgodi, lahko to zaznaš kot bolečino v križu. Ja, to pa je po drugi strani v bistvu znanstveno dokazano. Ne? Se pa ne govorim tukaj samo od bolečine v križu. Ne? Lahko je karkoli. Ponovadi so tudi glavoboli. Tako, ja. Ne? In te stvari. Ampak ja, no, to pa je
strokovno dokazano, ne, da je psihosocialen stres pomembno prisostvuje pač k našemu Gotovo. počutju. Ne. Vas je že kdaj usekalo v križu? Ne. Kar trkite. Ja. Ja, mislim, boli me križ večkrat. To nažalost pride tudi z našim delom, z roko v roki. Veliko pristojimo v nekih čudnih položajih. Ja. Veliko nas ima in bolečine v križu, predvsem pa tle v medlopatiču pa v vratu, zato ker smo tako dolsko nagnjeni. Ampak narediš nekaj v tej smeri. Ne? Zdravo živiš, probaš iti, ne vem, eni športajo, ne? Eni hodimo na masaže, eni delamo vaje za stabilizacijo hrbtenice, ampak tako, brez nič ni nič. Ne? In se je pač treba počutiti potruditi v svoje lastno dobro. No. Imam tudi prijatelje, ki so bili tudi že operirani zaradi nekih ortopedskih zadev, ampak pri kirurgih je tako, da če se le ni nujno operirati, se rajš ne damo. Ne. Mora biti res hudo. Res je tako. Ostanite dobro in hvala, ker ste bili moj gost. Ni problema. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.